Z uradnim poročilom, da je bila državna uradna medicinska preiskava v primeru Nolana Wellsa zdaj zaključena, čeprav rezultati še niso bili objavljeni, mislim, da nam to nekaj velikega pove. Rad bi se poglobil v to in v nove dogodke, ki jih spremljamo, kot so aretacije in morebiten nov video, ki prihaja. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Še en teden in imamo nove novice v primeru Nolana Wellsa. Skrivnostna smrt 18-letnega univerzitetnega igralca ameriškega nogometa, katerega truplo je naplavilo na obalo 2 dni potem, ko je izginil med izletom z ladjo na otoku Horn v Mississippiju med vikendom ob 4. juliju, ta pregradni otok, ki je 10 milj od obale Mehiškega zaliva. Kasneje bom povabil forenzičnega preiskovalca smrti Josepha Scotta Morgana, ker menim, da je objavljena novica, da je uradna državna obdukcija Nolana zaključena, medtem ko rezultati še niso objavljeni, ker preiskava še poteka. Primer naj bi bil poslan veliki poroti, da ugotovi, ali bodo vložene kazenske obtožbe oziroma ali bi jih morali vložiti. Kljub temu menim, da je ta objava, ta domnevna objava, da je poročilo zaključeno, obdukcija je bila opravljena. Mislim, da to nekaj pove. Mislim, da če pogledate čas, ko je bilo poročilo zaključeno, to po vseh podatkih pomeni, da je toksikološko poročilo prispelo. To morda nekaj pove. Ali imajo zdaj dokončen vzrok in način smrti Nolana Wellsa? In o tem bom govoril z Josephom. Mimogrede, vse to temelji na poročanju VLBT, ki pravi, da so uradniki seznanjeni s preiskavo to povedali. Torej, poleg vsega tega, poleg dejstva, da očitno ne rad to rečem, ampak nisem presenečen. Ali ste vedeli, da se po spletu širi lažno toksikološko poročilo? Ja, po poročanju WAPT 16, komisar za javno varnost Mississippija Sean Tindall javnosti sporoča, da po spletu kroži lažno toksikološko poročilo. To je objavil na družbenih omrežjih. Citiram: domnevno toksikološko poročilo o Nolanu Wellsu, ki kroži po družbenih omrežjih na različnih platformah, je lažno. Nolanova družina, prijatelji in, kar je najpomembneje, sam Nolan si zaslužijo boljše. In nisem presenečen, da to vidimo, saj je bilo toliko teorij in dezinformacij. In kot bomo videli, tudi domnevno nadlegovanje. Dal vam bom še nekaj posodobitev tukaj. Če ste spremljali ta primer, vemo, da se vse vrti okoli tega, kje je bil Nolan in časovnice. Ali je zapustil svoje prijatelje in se odločil ostati na otoku Horn, da bi se pogovarjal z mlado žensko, ter se nikoli ni vrnil na celino. Zdaj vemo, da je šerifov urad prosil javnost za vse necenzurirane fotografije in videoposnetke z tistega vikenda, da bi vzpostavili časovnico. Prej smo že govorili o tem klicu na pomoč, da je čoln začel puščati vodo. Čoln, na katerem je bil Nolan očitno v nekem trenutku. In pojavil se je video, kjer se zdi, da Nolan v določenem času ni na krovu, kar pomeni, da je bil morda na otoku Horn. In govorili smo o tem nenavadnem audioposnetku klica na pomoč, kjer nekateri verjamejo, da lahko v ozadju slišite ljudi, ki namigujejo, da je Nolan v težavah ali da je mrtev. In govoril sem z audiostrokovnjakom, ki je podvomil o tem. Rekel je, da bi rad slišal originalni necenzurirani posnetek, vendar je tudi povedal, da ko je posnetek analiziral s transkripcijo, ni slišal ničesar od tistega, kar ljudje trdijo, da slišijo v ozadju. Obstaja tudi trditev, da če bi bil Nolan mrtev ali bi umiral, zakaj bi nekdo na čolnu v tistem trenutku klical na centralo, medtem ko se vse to dogaja? Da ne omenjam, da, veš, Nolan je v težavah. Torej, če se ne dogaja nič zlonamernega in trpi zaradi nečesa, zakaj tega ne bi omenili centrali? Mislim spet, to je ena izmed stvari, ki nimajo popolnoma smisla. Po drugi strani pa bi kdo lahko rekel, da nima smisla, da nihče, vsaj za zdaj, kolikor lahko sklepamo na podlagi javnih poročil, ne vemo, kakšna je preiskava, ampak javna poročila, nihče ni videl ali slišal, da bi bil Nolan v stiski ali da bi se utapljal, karkoli že je bilo. Ampak spet, nismo del preiskave. Bomo videli, kaj bo prišlo na dan. Vse to povem zato, ker se je očitno pojavil nov posnetek. Tukaj je ta posnetek, ki ga je na Instagram naložil nek uporabnik, kjer vidite čoln MacDaddy. In ta se zdi, da se ujema s prej pridobljenimi in objavljenimi posnetki. Zdaj, pomembno je, da oseba, ki je očitno posnela ta video, pravi, da ga je posnela ob 11:17. TMZ trdi, da metapodatki kažejo, da je bil ta posnetek posnet ob 14:23. Zdaj, spomnite se, da je trenutno znano, da so tisti, ki so bili z Nolanom, nazadnje videli njega ob 15. uri. In posnetek, spet, se zdi, da se ujema s starejšim posnetkom temnopoltega moškega, ki nosi tiste modre kratke hlače. Zdi se, da so to iste kratke hlače, ki jih Nolan nosi na fotografiji, ki je tisti dan krožila.
Torej se zdi, da je ta novi posnetek boljše kakovosti. TMZ trdi, da so odrasli na posnetku drugačni kot tisti na starejšem posnetku. Ali je to trenutno zadnja znana slika Nolana Wellsa, preden je njegovo telo naplavilo na tisti otok? Zdaj moram govoriti še o eni novosti, in to so grožnje, prav? Torej, očitno so zdaj najmanj 2 osebi aretirali in obtožili zaradi domnevnih groženj povezanih s primerom Nolana Wellsa. Cincinnati Enquirer poroča, da je Michelle Francine Edwards domnevno opravila 30 klicev na 2 državni vladni pisarni v zvezi z bombami, pisarnama, ki preiskujeta Nolanovo smrt. Sacramento Bee poroča, da so Josefa Alfreda Vasqueza Dumarca obtožili pošiljanja groženj povezanih z eksplozivi sodniku prek družbenih omrežij. Njegov pastorek, očitno Warren Hudson, ki je bil očitno Nolanov prijatelj, je bil tisti dan z Nolanom na čolnu in se trenutno sooča z vsaj eno zvezno obtožbo. In ta domnevna sporočila so precej srhljiva. Citiram: "V naslednjih nekaj dneh bo v vašo pisarno prispel paket. Ko ga boste videli, vas bo razneslo." Verjetno je najbolje, da so fantje tam, da tudi oni vidijo. Kri, toliko krvi povsod, težko jo je očistiti, še posebej iz čolna. Ampak pri tebi bo hitro, obljubim. Imam vse tvoje podatke. Tudi FBI tega ne more ustaviti. In to prihaja takoj zatem, ko je Nolanova družina sporočila, da so tudi oni bili nadlegovani, da so tudi oni prejemali grožnje. In glejte, čeprav so to vse trditve in ne poznamo motiva ali okoliščin, kar to poudarja, ni le koliko pozornosti je bil deležen ta primer, ampak tudi kako čustveno so ljudje vpleteni v ta primer, na eni ali drugi strani. Ob vsem tem bi se zdaj rad posvetil še nečemu drugemu. Torej, zdaj bi rad govoril o državni obdukciji. In spomnite se, to sledi potem, ko je Nolanova družina naročila neodvisno obdukcijo. O tem smo že govorili, nedoločen vzrok in način smrti. Bila je omejena, kaj ne? Omejena je bila v tem, da je bilo poročano o tem, kar so imeli od Nolanovega telesa, da Nolanovo grlo ni bilo prisotno. Tako se je verjelo, da je državni sodni zdravnik obdržal te dele grla in vratu za nadaljne preiskave. Zdaj pa slišite, da je državna obdukcija zaključena. Kaj to pomeni? Kaj naj iz tega sklepamo? Rad bi vključil forenzičnega preiskovalca smrti Josepha Scotta Morgana z Univerze Jacksonville State, voditelja podcasta Body Bags. Joseph, prijatelj moj, vedno mi je v veselje, da te vidim. Hvala, ker si vzel čas. Vem, da si zelo zaposlen človek. Najprej mi povej, seveda nimamo vsebine tega, tako da bomo morali ugibati, ampak mislim, da nam nekaj pove. Zanimivo se mi zdi, kdaj se je to zgodilo. Zanimivo se mi zdi, če je to res, če so ta poročila resnična, da so to zaključili prav zdaj. Kaj ti to pove? No, dokončano pomeni dokončano. To lahko vzameš dobesedno, ker oni tega ne bojo rekli. Jesse, razen če imajo toksikološki izvid. In imajo histološki izvid, to je mikroskopsko poročilo. Imajo te stvari. Torej, če pomisliš na poročilo obdukcije, zelo nasplošno. V bistvu ima 4 glavne sestavine. Imaš fizični makroskopski pregled, ki ga opravimo v obdukcijskem laboratoriju, kjer si ogledamo vse, preučujemo organe in vse to. Potem imaš kemično testiranje, to je toksikologija. To bo poročilo s širokim spektrom preiskav. Temu pravimo standardni nabor preiskav. Torej, poimenuješ drogo v razumnih mejah, prav, ne govorimo o kakšni eksotični stvari, ampak v razumnih mejah droge, ki se zlorabljajo, predpisana zdravila, mislim celo aspirin preverjamo. Na seznamu boš videl salicilate. Seveda je alkohol v krvi tukaj zelo pomemben, kaj ne? To je nekaj, na kar pomislimo. In poleg tega bo tretji del histološko poročilo, kjer dejansko vzameš vzorce, naprimer pljuča, v redu pljuča in vse druge vzorce tkiva, ki so jih vzeli, in jih dajo na mikroskopska stekla. Zdravnik bo izdal poročilo v zvezi s tem. Skratka, imeli boste tudi mrliški list. In imel bo, po mojem mnenju vsaj, bo imel način smrti enega od 5. Vsi se sprašujejo, kaj bo to. In potem bo na njem naveden tudi specifičen vzrok smrti. Naj vas to vprašam. Torej razumemo, da je bila po poročanju začetna fizična obdukcija opravljena 7. julija. Testiranja, kot ste rekli, trajajo dlje. In histologija, o kateri ste govorili, lahko traja več dni, tednov. Vse to je del tega poročila. Če je bilo v tem času zaključeno, moje glavno vprašanje je, ali vam to pomeni, da poznajo vzrok in način smrti, da ne bo nedoločeno na enak način, kot je bila neodvisna obdukcija?
Ja, mislim, da imajo vse te elemente in veliko možnosti, med katerimi lahko izbirajo. Zelo bi bil presenečen, če bi bilo na tej točki še vedno nedoločeno, glede na to, koliko časa so imeli za znanstveno oceno. Zdaj smo že v avgustu, a ne? V redu. Tudi če upravljate konzultacije, recimo, da upravljate nevropatološki posvet, kjer pripeljete nevropatologa, da si ogleda živčno tkivo živčnega sistema. Tudi če upravljate neko vrsto toksikološkega posveta, ste imeli več kot dovolj časa, da to upravite do zdaj. In tudi oni so imeli dovolj časa, da upravijo teste. Torej, po mojem mnenju, da, gospod, bomo imeli nekaj, veste. In seveda, glavna stvar tukaj je, zakaj tega ne moremo videti. No. Že naj verjamemo temu, kar slišimo, kaj ne. In nočem ti speljati besede, ampak veš, mislim, da je bila ABC, ki je poročala čez vikend, da je bilo to objavljeno. Če je ta stvar, ali pa je bila dokončana. Je naslednji korak velika porota, zato tega v tem ne vidimo. Ne, to je 100% to, kar se zdi, da je to del celotne preiskovalne dokumentacije. Res ne vemo, kako daleč je šerifov urad v svoji preiskavi, če še niso pripravljeni tega predati tožilcu za morebitno predstavitev veliki poroti. In tudi, če bo predstavljeno, ali bodo priporočene kazenske obtožbe ali ne, je to del tega. Tako je. Zaradi tega se sprašujem, če obravnavate zelo odmeven primer, kjer vas opazuje ves svet, cela država, kaj je vzrok in način smrti? Ali morate poročilo napisati na določen način, če za trenutek predpostavimo eno ali drugo možnost? Recimo, da gre za nenamerno utopitev, ali pa recimo, da menijo, da gre za sum kaznivega dejanja. Kako napišete poročilo, ko je toliko govoric, toliko ugibanj, toliko napačnih informacij in toliko teorij? Ali to vpliva na način, kako je poročilo napisano? Bog upam, da ne. Ker moraš vztrajati, moraš se držati svojega usposabljanja tukaj. Ne poskušaš se prikupiti javnemu mnenju. To je najslabše, kar lahko narediš. Ne samo v tem primeru, ampak v kateremkoli primeru, ki ga boš morda imel v prihodnosti, kaj ne? Nočeš odstopati od tega, kar je standardna norma. Zdaj, jaz pa bi rekel, da moraš res temeljito preveriti vse. To in zato, če bi bil jaz v tem položaju in bi bil to moj svet, v katerem bi živel, priporočil bi ti, da na to poročilo pogleda čim več ljudi iz skupnosti forenzične patologije, ki bodo informacije ohranili varne znotraj preiskovalnega kroga. Torej, če imaš namestnike glavnega sodnega zdravnika, ki so tam, pridite vsi sem, tukaj je poročilo, to so moje ugotovitve. Kaj menite? Doktor A, doktor B, doktor C, doktor D. In združiš vso to pamet, ter prideš do zaključka. Ker na koncu dneva je to način, kako bo delovalo. Imel boš dejanskega prosektorja, ki bo podpisal poročilo. To je oseba, ki je dejansko opravila obdukcijo. Potem bo glavni sodni zdravnik moral to potrditi s podpisom. In ena od sestavin tukaj, ki jo moramo imeti v mislih, ja, to bo prišlo iz urada državnega sodnega zdravnika, ampak Mississippi je država, kjer imajo mrliškega oglednika. Torej, ugani, kdo ima zadnjo besedo? To je tisti okrožni mrliški oglednik. In tako so vključeni v ta pogovor. Veš, in oni bodo, mrliški oglednik sam bo moral to potrditi. In tam na tistem območju so izvoljeni uradnik, mislim, da je, popravi me, če se motim, mislim, da je ime okrožja Jackson County. To je mrliški oglednik okrožja Jackson, Bruce Lynn. Ja, tako da je tudi on vključen v ta postopek, ni samo državni sodni zdravnik. Torej bo izvoljeni mrliški oglednik prav tako vključen v to, kot bi moral biti, kaj ne? In če sem iskren, sodno-medicinskega vidika je bil prvi, ki je obravnaval ta primer in pregledal truplo tega mladeniča. Torej, ko so ga pripeljali z morja, mrliški oglednik ali eden od njegovih namestnikov bi bil fizično tam. Nato bodo truplo prepeljali v državni urad za sodno medicino. Torej, veš, njihov prispevek bo tukaj prav tako vključen, Jesse. Torej, Bruce Lynn je sprva povedal CNN-u, da ni bilo znakov telesnih poškodb, kaj ne? Zaenkrat. Neodvisna obdukcija očitno ni našla nobenih raztrganin ali poškodb globokih tkiv, veš, rezov ali česa podobnega. Razen tega, da so omenili to rdečo razbarvanost na glavi. Kaj bi se lahko spremenilo? Kaj bi se lahko spremenilo, da bi ugotovili, da obstajajo dokazi o kaznivem dejanju? Na kaj bi bil pozoren?
Kaj bi se lahko do takrat spremenilo? No, obstajajo stvari, ki jih mrliški oglednik v tistem trenutku ni mogel videti. Samo z zunanjim ogledom telesa. Ne vemo, kaj je patolog videl, ko so imeli Nolana na mizi na Državnem uradu za sodno medicino. Torej, govorimo o notranjosti, ker lahko vidiš stvari v notranjosti, ki se nujno ne pokažejo zunaj. In prijatelj, obstaja še ena stvar pri tem, ki me zelo, zelo zanima. In to je stopnja razkroja. Ker je drugi sodni zdravnik na to večkrat posebej opozoril v svojem poročilu, ker ga je to dejansko nekako, ne bom rekel zmedlo, ampak je zaradi tega postal bolj zapleten. Ta zdravnik, ki, moram to ponovno poudariti, je zelo spoštovan. Ta človek je nekdanji glavni mrliški oglednik za... Dr. Mitchell? Ja, dr. Mitchell zelo cenjen, zelo spoštovan. Opravil je večplastno disekcijo na tem območju tukaj zadaj, kot je to počel. Če se prav spomnim, tega področja še niso secirali na način, kot ga je on. In bile so še druge disekcije, ki so bile opravljene, o katerih ne bom govoril iz spoštovanja, ampak naj bo dovolj, da rečem, da je bil to zelo, zelo temeljit pregled. To pravzaprav sodi v isto kategorijo z medicinsko-pravnega vidika, kot to, kar počnemo s posmrtnimi ostanki, kogarkoli, ki umre v priporu ali, veste, ki je v policijskem pridržanju ali v zaporu. Te obdukcije so res intenzivne, trajajo ure, da jih opravijo. In tako je naredil ta korak v tem primeru. Torej, ta človek je do zdaj pokril vse. In najpomembnejši del pri tem je, da je on omenil stopnjo razkroja. Z mojega vidika, iz mojega pogleda, Jesse, želim razumeti, koliko časa je minilo. Ne samo tam na otoku, veš, kjer so našli Nolanove posmrtne ostanke, ampak tudi, a se je kaj zgodilo med prevozom njegovih ostankov iz Mississippija v Washington, na območje, kjer je bila opravljena drugi pregled. Rad bi samo vedel, ali so bili posmrtni ostanki tako zelo razpadli, koliko časa je to trajalo in seveda, kakršnekoli takšne spremembe bodo na koncu vplivale na izid. Bi vedeli, poleg tega, ali je bil Nolan pretepen ali zastrupljen, bi vedeli, če bi šlo recimo za utopitev. Kako bi vedeli, ali je res nesreča ali pa je bil potisnjen noter? Ali pa predvidevam, če potisnete nekomu glavo pod vodo, recimo, če je oseba pijana, samo ugibam tukaj. Ampak kako dokončni so rezultati? Mislim, koliko nam bo to res povedalo, kaj se mu je zgodilo? V redu, sem vesel, da ste to omenili, ker veste, ko je nekdo pijan, to najprej zmanjša sposobnost, da se človek brani, kaj ne? Ja. In kompromil. Ne poznam stopnje toksične tolerance. To je velika predpostavka. Trenutno ne vemo, kaj pravi toksikološki izvid, prav? Ali če je v njegovem sistemu še kakšna druga snov, in to je nekaj, kar je ta možnost obstaja, to je nekaj, kar želim razumeti kot medicinsko-pravni preiskovalec smrti. Želim vedeti, ali so bile prisotne še kakšne druge snovi, ne samo raven alkohola v krvi. Prav. To želim razumeti. Ali je kaj vplivalo na njegovo sposobnost sprejemanja odločitev, ali da se brani? In nazaj na... In to je pomembna točka, veste, nazaj k tej ideji, če... Recimo, da je bila voda uporabljena s posebnim zlonamernim namenom, da bi povzročila smrt nekoga. Poskušal sem biti čim bolj pravniški pri tej izjavi. Da je bila voda dejansko uporabljena kot orožje. V redu, recimo tako. Da bi poskušal najti kakršnekoli zunanje sledi na telesu, to je kar težka bitka, človek. To je težko narediti. Torej, veliko teh informacij, ki bi jih dobil zdravnik sodne medicine, to bo moral priskrbeti policija. Veš, kaj ste ugotovili pri zaslišanju posameznikov? Veš, kaj so povedali? Najti neskladja v izjavah, take stvari. In če se vrnem k tvoji prejšnji točki, ne veš, kje je SO trenutno s svojimi zaključki, veš, do česa so prišli v intervjujih, ki so bili zagotovo precej dolgi in intenzivni. In imeli boste veliko ljudi. Če so izsledili kogarkoli, ki je bil na tistem otoku, sem videl posnetke z tistih čolnov. Ugani kaj. Če imajo registracijo, ki jo lahko vidijo na tistih čolnih, in so registrirani v zvezni državi Mississippi ali Alabama ali kjerkoli že so,
Tudi te ljudi kontaktirajo. Lahko stavim, da je temu tako. Torej, nekaj stvari tukaj. Poročilo zdravnika sodne medicine bi vključevalo tudi dele šerifove preiskave, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo. Ne bi smeli biti presenečeni, če to vidimo. Intervjuji, takšne stvari. Ja, in bo. Verjetno bo na to nekaj sklicevanja, ne vem, kako obširno. Torej, imeli boste poročilo zdravnika sodne medicine in potem, verjela ne, boste imeli še poročilo mrliškega oglednika. In ti dve stvari sta povezani skupaj. V redu. In videli boste celo glavo na vrhu, ki bo glava okrožnega mrliškega oglednika, veste, z dopisno glavo in vsem. In napisali bodo poročilo o tem, kar so videli. Govorili bodo tudi o stikih, ki so jih imeli s policijo. Zdaj, kako globoko to gre, glede na to, kakšna so vprašanja, ki vključujejo, veste, katerekoli morebitne obrobne osebe, ki so v to vpletene. Tega ne morem komentirati. In ne vem, koliko bi mrliški oglednik vključil to. Povedal vam bom. Bil bi šokiran, če predstavniki šerifovega urada ne bi bili prisotni tudi na tej obdukciji. Fizično bi tja poslali osebje. Če tega niso storili, sram naj jih bo, ker moraš biti tam, da imaš ta pogovor. Govorimo o fizični prisotnosti, ne govorimo o tem, da bi se priključil prek kakšne pretočne storitve ali kaj podobnega. Govorimo o pogovoru iz oči v oči. Doktor, kaj je to? Razložite mi, da bom lahko razumel. Če se vrnemo k tisti neodvisni obdukciji, ko so rekli, da so bili deli grla, morda tudi vratu, odstranjeni ali prisotni. Predvidevali smo, da to pomeni, da je državni sodni zdravnik opravil dodatna testiranja na tem. Kaj lahko pričakujemo glede teh testiranj in kakšne namige bi to lahko razkrilo? V redu, bom kar povedal, kaj so verjetno zadržali. Ne vem tega zagotovo, ampak bom rekel, da je to običajno. Govorimo o jeziku vse do sapnika. Pravzaprav se tam razcepi v pljuča. Torej, obdržali bodo celoten ta sklop struktur. Še vedno ga imajo v posesti. Začeli boste z jezikom, kjer boste iskali morebitne poškodbe na jeziku, ki jih ne morete opaziti, če samo odprete usta pokojnika pri obdukciji. In iskali boste ugrize jezika, kakršnekoli podplutbe, ki bi lahko bile tam. Ena od stvari, ki bi jih naredili pri obdukciji, veste, govorili ste o tem, da bi utopitev lahko uporabili kot orožje. Ena od stvari, na katero smo pozorni, če vsak vzame konico svojega jezika in jo postavi med ustnice in dlesen, temu pravimo frenulum. Tisti majhen košček tkiva se lahko pretrga, če vam nekdo drži usta na tak način kot pri zadušitvi. To bo bilo temeljito pregledano. Vezivno tkivo v mehkem nebu, ki se spušča v grlo, pogledali bomo na podjezičnico, ne? In v svojem poročilu pravi, da ni mogel oceniti podjezičnice. Podjezičnica je tudi pri njih. V redu, torej bojo iskali tiste kostne strukture, ki so tukaj skoraj. Prav tako vse hrustančne strukture, ki so tukaj noter. Govorimo o žrelu in grlu ter, veste, sapniku in vseh tistih strukturah, ki so tam. Pogledali bomo tudi žile, karotidne arterije, jugularne vene. In tukaj je ena pomembna stvar. Imamo tako imenovane trakaste mišice, ki so prepletene na ta način. Naredili bi podrobno disekcijo tega, to vam bo povedal, a je tukaj kakšna krvavitev v globlih tkivih. Torej, vse to so ohranili, ni samo vaša sapnica, prav? Ker mislim, da veliko ljudi tako misli. Če nekaj ohranjate, boste ohranili stvari. In to so vse te strukture, ki sodelujejo pri dihanju, oziroma mehanizmu dihanja, ko najprej vdihnemo ali izdihnemo. In potem imate še pljuča. In v resnici ne vemo, kakšno je stanje. Ne vem, ali so v Mississippiju tudi ohranili pljuča, ali so jih razrezali in nato dali nazaj v vrečko. Vem pa, da je zdravnik v Washingtonu dejansko komentiral, da je predložil, ne vem, če si to videl, Jesse, morda ne. Ne morem se spomniti, ampak predložil je lastno histološko analizo. Tega nisem vedel. Če pogledaš njegovo poročilo, dejansko namiguje na to, da je sam poslal tkiva na histološki pregled. Praviš, da gre za njegovo lastno toksikološko analizo. Ne, histologijo. TKIVO. Histologija. Ja, ker do tega časa sem jaz, bilo bi zelo, zelo težko narediti kakršnokoli odvzemanje krvi, odvzem steklovine iz ušti.
žolča, urina, karkoli. Ko dobi posmrtne ostanke. To je tako zanimivo. Preden končava, Ja. rdeča razbarvanost na zadnjem delu glave, na katero so se sklicevali v neodvisni obdukciji. Ali bo to omenjeno v poročilu zdravnika sodne medicine? In če ne bo, kaj vam to pove? Ali to pomeni, da tega ni bilo na Nolanovem telesu med tisto prvo? Kaj je bilo prisotno pri drugem fantastično pregledu? Vprašanje. Zato se vračam k razkroju, ki jo zdravnik zabeleži. In celo pravi, da je ta njegova sposobnost, in tukaj povzemam, prosim, veste, ne jemljite tega. Ja, ta žariščna področja, ki jih nekako zasenči kot pravokotnik, kar se mi je zdelo kar zanimivo z mojega vidika. Če tega ni bilo tam, ko je. Sodni zdravnik iz Mississippija je to videl. Ali je to nekaj, kar se je razvil kot posledica poti iz Mississippija v Washington, D.C.? Je bil to popolnoma razkrojeni artefakt? A bi bilo tam še kaj drugega? Spomnite se, ko so ljudje na uradu sodnega zdravnika v zvezni državi Mississippi, so to videli veliko prej. Imeli bojo, veste, in stopna razkroja ne bo enaka, kot je bila, ko so njegove posmrtne ostanke pripeljali v Washington, D.C. In njegovo telo, po mojih najboljših informacijah, ni bilo ohranjeno. V poročilu nisem videl nobenega znaka za to, lahko pa se motim. Da je drugi. Veste, ko opravljate obdukcije na telesih, ki so bila balzamirana, je to nekaj posebnega. To je nekaj posebnega, kar se zabeleži pri ponovnih obdukcijah in tudi pri ekshumacijah. V redu. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. Ja, ne morem te naredimo niti to. vprašati. Pripravljen sem na Ne akcijo, morem ti niti prijatelj. povedati, kdaj bomo dobili rezultate, ker ne vem, kako daleč je preiskava. Ne vem, kako dolgo bo velik postopek trajal, ampak vem, Ja, da boš točno imel tako. vse pod nadzorom. Kaj ne? Ja, točno tako. Samo pokliči me kadarkoli, prijatelj. V redu, Joseph Scott Morgan. Lepo te je bilo videti. Najlepša hvala, gospod. Seveda, prijatelj. In to je vse, kar imamo za vas tukaj v oddaji Sidebar, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste bili z nami. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi Peacock. Če mi želite slediti na omrežju X, na Instagramu in v moji oddaji na News Nation, Jesse Weber Live od ponedeljka do petka ob 23 na nič po vzhodnem času, se vidimo naslednjič, vsi skupaj.